ful friki, da ti zgubljaš gote. Kje se slačiš? Jutro. Danes se gremo pa malo pelat. Prva stvar, napakirati avto. A veš, pa me pa folk dostkrat vpraša, ne, kaj bi rajš, limuzino ali karavana? Jaz pa zmeraj ne vem čisto točno, kako bi jim odgovoril. A veš zakaj? Karavan, ja, dobiš veliko večjo luknjo, skozi katero lahko nakladaš, ampak limuzine pa ponovadi fejst bolj zgledajo, pa zdaj odvisno, čemu daš prednost. Pa še ena stvar je res. Je že res, da je odprtina, skozi katero daješ noter stvari razmeroma majhna, ampak kufri pri limuzinah so dostkrat veliko večji, kakor si folk misli. Kako pa to vem? Zato, ker dostkrat folk pravi, kakšen je pa kufr, pa prijem, pa odprem, pa sam Zdaj sem recimo v kufr od Talismana spravil 2 letalska kovčka po dolžini. Po dolžini! Pa tudi sta luknja, skozi katero noč spravljam, sploh ni tako majhna. Poglej to. Tako da te glavne stvari so spakirane, mi imamo pa še 3/4 kufra frej. A veš, ti, ki narediš šluk vode, pa je bila voda celo noč v avtu, pa je mrzla kasvina, pa ne sam to. Še ta pekoči gumi imaš v ustih, double combo. Brain freeze! Stari, samo škovam pa najreš, ne. Pobirati stvari, ki jih punce pustijo v avto. Pa jaz avto vrnem v Ljubljani, ne, pa Tina, učala sem not pustila. Babe. Džabuke. Džabuke! Kam ne jaz to dam? Kratce, kako rečeš. Pa tole damo tlela v pust. Gledam novo šminko, kak prije. Kaj če bi si namesto tenis kdaj gate kupil, ha? Ni isto. Brez gat lahko, brez superkva ne more. Jaz ne vem, ki ti gate puščaš. Gled, to ni A veš, koliko eni zgubljajo štufe? Ne, to ni več hec. To je ful friki, da ti zgubljaš gate. Kje se slačiš? To je odgovor. Ne vem, kje zgubljam gate. Kje se slačiš, prvo povej? Samo pri tebi. Ok, prva kratka pauza po švoh 200 km zaenkrat. Zaenkrat kaže, da je avto odličen potovalnik. Mislim, zici so udobni, nivo hrupa v kabini ni velik, punce se nam pritožujeta, to že nekaj pomeni. Dobrih 400 km je za nami, zdaj Tina ima zagrabra za volan, še 200 km imamo za narediti. Kar se avto samega tiče, kapco dol, a veš zakaj? Jaz imam zmahana kolena, pa vsake toliko časa mi hrbet nagaja. Pa pol, če avto nima v nulo poštimanega sedežnega položaja, pa samih zicov, pa se to na daljši poti 1, 2, 3 pozna. Tudi pri avtih, pri katerih ne bi pričakoval. Evo, zaključek dneva številka 1, Talisman seri 5. Ena stvar, ki mi je fejst prav prišla, predvsem prej, ko smo kolovratili po Krombachu, 4-kolesen volan, konkretnost je pol bistveno boljša. Ena stvar, nad katero imam pripombo, tank bi lahko bil večji, ampak generalno kot potovalnik, veš kaj, zdaj pa mene malo kakat, pa cajte, da gremo spat, jutri zjutraj se pa spet javim. Veje danima, nek me zaveje, manje boleče nego bez tebe proleče. Napakulja, moja postelja. To je v bistvu povzetek drugega dneva. Danes ne govorimo o avtih, danes smo 31. Danes se je, danes se pije, praznuje, pa stopu 2019. Fajn se imamo. Dan 2019 smo, dolga zgodba, dosti na kratko. 1.1. je bil švoh vreme, danes gremo pa domov. Jaz bom punce najprej varno spravil dam, pa povem še kaj več o tem avtu. Stari, pa z tega kota zgleda tako dober. Ali še hecen, kako se ene avtomobilske znamke trudijo ustvariti svetloben podpis, ki bi bil že na daleč, sploh, ko pogledaš avto od ozadja, recimo po noči v špeglu, prepoznaven. Enim rata, enim niti približen, ampak Renault je pa med tistimi, pa ne samo zaradi Talismana, tudi zaradi drugih, recimo Megana, je eden tistih, ki jim je pa to uspel tako, da takoj, ko pogledaš v špeglu po noči, aha, Megan, ali pa Talisman. Pa ko je že unta velik? Nekaj džar, ampak koleos.
No tako, končno mal miru, da povem, kaj sem se jaz o točno tem avtu naučil. Ta prva stvar, ki mi je fejst všeč, je to, da pri Renaultu za tale testen avto niso zbrali opreme Initial Paris. A veš, kje je to? Initial Paris je najvišja stopna opreme. Kup Renaultov sem s to opremo že vozil. Tega, pa Koleosa, pa Espasa. In zakaj mi je všeč, da ni nabutan z vso opremo, ki jo Renault premore, zato ker je fajn primerjati, kako zgleda, pa kakšen feeling je v avtu, ki ni fully loaded. A so sedeži še tako udobni, a je vožnja še tako udobna, a je feeling v kabini še tako dober. Inač pa pojmo po vrst, o kufru ne bom več zgubil besed, lahko pa povem za en detalj, ki mi je noro všeč, pa čeprav se to zgodi čisto vsakič, ko se približaš avtu. A veš, ta talisman ima pameten ključ, mislim pametno kartico, kar ni pravzaprav nič posebenega, sploh za Renault ne, če se jaz prav spomnim, so bili oni prvi, ki so to ponudili kdaj že 20 plus let nazaj pri Laguni. Ampak veš, kaj meni všeč, da avto samo od sebe reagira, še preden se odklene, ker se mu približaš, pržge lučke, pa špegle da narazen, češ, zdravo, tukaj si, pozdravljam te. Pa ena stvar, ki se mi zdi, da nisem namenil še dost pozornosti, oblika. Vem, redko jo komentiram, ampak imam občutek, da jo pri tem avtomobilu preprosto moram. Zato, ker če zbereš ta pravi koti pri tem avtomobilu so glihene trije, reče sem hudo. Del sprednjega dela pa 3/4 boka. Avto zgleda zloben, mislim res full cool. Ne, samo zaradi telih dnevnih let luči, zaradi katerih je prepoznaven, o tem sem že govoril. Pa talisman se mi generalno gledano zdi tudi zelo skladen. Tale kot mu tudi paše, ne da. S tem avtom prevozil krepko čez 2000 km. In se mi zdi, da moram znova poudariti, da se mi zdi odličen potovalnik. Motor mi je všeč, dizel ima 160 konjev, po zmogljivostih ni zdaj tako, da bi te narit vrgel, ne, ampak cenim pa odzivnost. Ta je pa odlična. Zdaj, kar se pa kokpita tukaj pred mano tiče, pa kabine na splošno, nimam niti ene pripombe. V bistvu eno imam. Tale lučka tukaj le gorka osvetljuje, tale sredinski greben, da ti po noči vidiš, kje je šlatat, ker tukaj imaš tudi en tak kontrolerček za vmesnik, do vmesnika prijemo pozneje. Ta mečken svetlo svet, pa sem en se do tej pak čez dal, ampak all in all. Tudi zici, ki niso full leather, ki je v bistvu tale čisto običajna tkanina, super, mislim, super sem tako pokazal, kaj je za to? Super je tako, ni tako. Pa se mi pač zdi, če bi ta avto kakšen resen failer imel, da bi se v teh 2000 plus kilometrih vsem že nekaj pokazal. Pa še ena stvar, ki je pohvale vredna, slovenski meniji. V moji knjigi to šteje veliko. Se veš, koliko avtomobilskih znamk je, ki bi si zlahka to privoščila, pa se jim Slovenci zdimo preprosto nepomembni. Ja, vas mislim, pa vas tudi. No drugače pa, če te zanima, kako tole delovno okolje oziroma kokpit zgleda, poglej, takole. Ti je všeč ali ti ni? Mnenja se razlikujejo, jaz moram reči, da user-friendly je zelo, po obliki me tudi ne mod-faced, je res, da ne izstopa na noben način, da ne moram reči, da je hardcore sodoben, pa da je tista plastika tam, mislim taka, da je moraš malo pucati, ker je to veš, pijano. Ok, zdaj pa sam še ena stvar, cena, poldam pa mer, tale avto v osnovi stane, mislim, da koliko 31 pa neki, pa zraven ima dokupljen še en paket, ki se imenuje 4Control, to vemo kaj je. Mislim, da stane Jurija, vidiš, tukaj piše 4Control, jaz sem prepričan, da vas veliko ljudi ta sistem že pozna, gre za to, da zadnja kolesa tudi zavijajo malo za voljo boljše vozne dinamike, ampak v tem primeru ne toliko to, ker talisman ni športen avto, prej ciljano obdobje, ampak pri okretnosti tam se pa pozna. Zato ta dokup pozdravljam in ga tudi priporočam, ne sem pri temu še pri kakšnemu drugemu. Pa čeprav gledam popust tukaj na ceniku, Renault na to ceno da še ne 3 jurje popusta, kar pomeni, da avto za mano košta 29 jurjev, pa 90 evrov. To je pa orang cena za dosti veliko avtomobila. O, stari, kaj pa tebi ime? Travo ima v ustih. Zdravo, kaj imaš to? Daš men? Dobar dan. Kako pa mu je ime? A je ona? Luna. Pa travo vidim, da ima rada. Ja, prav, ne? Vsak mu svoje, ne? Sam sem še štele psine, ne jebe sistema. Če pa še strava, še strava. Ne pa hecem ljudi zdaj, če pa strava v ustih krokodil. Kaj si rekel? Nisem razumel. In to je to, kar se talismana tiče. Kaj pa ti misliš? Imamo še trave v ustih.